Gledate Gorenjska poročila na GIF TV. Mestna občina Kranj je v sodelovanju z Zavodom za turizem in kulturo Kranj, Zvezo prijateljev mladine Slovenije in Društvom prijateljev mladine Kranj že 6. organizirala dobrodelno akcijo V Kranju dobro v srcu mislimo. Akcija je potekala od 1. decembra 2024 do 22. januarja 2025. V tem času so izvedli več dogodkov, vanjo se je vključilo tudi nekaj društev, klubov in podjetij. Skupni znesek zbranih sredstev za pomoč posameznikom in družinam je letos dosegal dobrih 15.000 evrov. Osrednja slovesnost ob zaključku tokratne akcije je potekala v občinski avli, kjer je župan Matjaž Rakovec predal simbolične čeke vsem, ki so sodelovali in izrazil svojo hvaležnost. Predvsem sem zadovoljen z akcijami, ki so potekale za zbiranje denarja. Zelo sem vesel, meni je bilo enkratno da se je pridružila srednja frizerska šola, športniki, skratka posamezniki, podjetja sodelujejo. Mislim, da smo lahko zadovoljni, da tudi v teh težkih časih, ko se soočamo kar z draginjami in pa, kot vidimo, podražitve elektrike in podobnega, da ljudje so vseeno pripravljeni pomagati sočloveku, tistim ljudem, ki so v težavah. Kako naprej s to akcijo? Ja, seveda z akcijo bomo nadaljevali, tako kot sta povedala predstavnikov Zveze prijateljev mladine in pa Društva prijateljev mladine, je vsak evro dobrodošel. Tako da glede na to, da so podjetja zdaj že navajena, da tako rečem šole in srednja in osnovna ter športniki nekako čutijo dolžnost, da sodelujejo v tem projektu, da moramo ta projekt nadaljevati in seveda ga bomo tudi z veseljem nadaljevali. Prejemnike pomoči so predlagale kranjske osnovne šole, Center za socialno delo Gorenjske, enota Kranj, Društvo upokojencev Kranj. Posamezniki so prispevali prek nakazil Zvezi prijateljev mladine Slovenije in Društvu prijateljev mladine Kranj ter s poslanimi sporočili SMS. Na kak način ste prispevali svoj delež v humanitarni akciji? Ja, na različne načine. Se pravi, tisti osnovni način je bil ta, da smo pač povabili vse naše starše, da smo jih obvestili o tej akciji, jim dali informacije in jih skratka tudi z naše strani povabili, nekako nagovorili, da tudi mi vidimo v temu neko pomembno noto in da naj sodelujejo. Jaz mislim, da odziv je bil zelo dober. Potem drugi načini so pa bili torej prostovoljci, ki jih imamo na šoli, da so recimo se, bom rekel, mobilizirali, da so izvajali razne akcije, da so prišli na bazar, da so pripravljali izdelke za na bazar. Praktično je pravzaprav, bom rekel, cela šola, celo vrtec tudi pri temu sodeloval. Tako da pogovarjali smo se veliko o temu. Mislim, da smo in na materialnem področju veliko naredili in na temu pač, da smo nagovorili mlade, da je solidarnost, pomoč in zavedanje, da nimamo vsi enako in da je treba tistem, ki imajo manj, pomagati in na nek način paziti na njih. Mislim, da smo zasadili eno tako dobro seme, ki verjamem, da bo rodilo vnaprej. Sodelovanje v akciji ni zgolj finančno, temveč je izraz človečnosti, srčnosti in solidarnosti, so poudarili Zavoda za turizem Kranj. V Zvezi prijateljev mladine ocenjujejo, da v Sloveniji približno 13% prebivalstva živi pod pragom revščine, med njimi tudi veliko otrok. Kot je povedala generalna sekretarka, so veseli, da se Kranj k izboljšanju razmer izjemno trudi. Dober dan vsem skupaj, spoštovani gospod župan. Vedno znova, se opravičujem, sem malo v dober glas, vedno znova se seveda sprašujemo, zakaj v naši družbi sploh potrebujemo dobrodelne organizacije, zakaj potrebujemo ljudi, ki se dnevno ukvarjamo z ljudmi, ki potrebujejo pomoč. Očitno je to prisotno vedno v vsaki družbi, tudi pri nas v Sloveniji. Približno 13% naših državljanov, bo rekla, živi pod pragom revščine in to ni malo. Če pomislimo, da živi pod pragom revščine približno 39.000–40.000 otrok, to so velike številke. In seveda vsaka taka akcija, kot jo izpeljete v Kranju, je izredno pomembna.
Izredno pomembna tudi zaradi tega, ker je podpora v lokalni skupnosti. Ni povsod tako, moram reči, da je Mestna občina Kranj pri tem res pridna, da podpira take akcije in da se zaveda, da je potrebno tudi svojim občanom pomagati, mogoče nekoliko več, nekateri pač rabijo več pomoči za to, da lahko preživijo iz meseca v mesec. Zato bi se res rada zahvalila vsem donatorjem, vsem posameznikom, ki ste darovali in seveda Mestni občini Kranj za podporo in jaz upam, da se vidimo tudi v naslednjem januarju. Tudi v teh časih, ko se srečujemo z draginjo in vsakodnevnimi podražitvami življenjskih stroškov, pomagajo tudi večja in mala podjetja. Tudi v Gorenjski banki radi priskočite na pomoč. Seveda, to je naše lokalno okolje in zelo veseli in ponosni smo, da smo lahko del te resnično plemenite zgodbe, ki teče že 6 let in seveda mi smo z vami in bomo ostali tudi naprej. Šport in humanitarnost sta se tudi v lanskem letu prepletala, zopet ste sodelovali in dosegli lep izkupiček. Ja, izkupiček bi bil lahko tudi mnogo večji, samo nam je en kolega umrl, pa smo dali dosti veliki delež tej familiji, tako da upam, da bo tega čim manj v naslednjih letih in da bomo lahko čim več prispevali. Dobro srce mislimo, otrokom, ki nimajo staršev in tako naprej, in da tole čim dalj traje. Organizatorji, donatorji in številni posamezniki so tokrat zbrali točno 15 107,83 evra za pomoč socialno ogroženim družinam in posameznikom. Skupno vseh letih akcije pa več kot 135 000 evrov. Kranj še ima veliko srce. Pokazali smo, da nam ni vseeno, da se zavedamo pomena skupnosti in da vsak od nas lahko prispeva k boljšemu jutri.